Vi ste v bistvu tisti, ki boste dali zadnjo oceno o tem, ali letošnja lisica 2008-44 lisica na Mariborskem pohorju bo ali ne bo, stanje je kakšno? No, letos je moja naloga dosti lažje, kot je bilo to lani. Lani je bila v bistvu tudi ni bila tako težka, zaradi tega, ker enostavno ni bilo snega. Letos je pa snega dovolj. Od štarta do cilja najmanj pol metra in ta sneg je tudi utrjen in ta sneg so tudi predvčerajšnjem že preparirali z balknom, to se pravi še za rezervo, če bo ta teden malo bolj toplo, kot je do zdaj bilo. Tako da ta sneg tudi ostane precej trd, kljub temu, da bi malo bolj toplo bilo. Tako da moja naloga je čisto enostavno, lisica bo v Mariboru, to je že na dlani. Temperaturne razlike so kar precejšnje od starta do cilja. Kakšno je stanje na celotni progi? No, velike razlike niso na štartu, je recimo zdaj plus 3 do trikotne jase, potem pa tu v cilju je pa okrog ničle, tu so kakšne posebne temperaturne razlike, zdaj zaenkrat niso. Je pa res, da je toplotna inverzija in da je zgoraj ni zamegljeno trenutno in to stanje se bo ta teden še verjetno malo ponavljalo. Tu pa tam se bo verjetno malo zjasnilo, kakšnih bistvenih padavin ne bo in na progi praktično do srede četrtka se ne bo delalo nič. Mislim na sami progi, na preparacije proge, ob progi, ograje, pa tudi to pa normalno si treba še vse narediti. Pogled takole za laika je, da je proga izredno pomrznjena, pravzaprav lahko bi rekli tudi ledena. Vaše mnenje? Ne, to je samo tole v cilju, ko je danes oziroma včeraj se naredila poledica, tako kot na cestah, tako kot na naših pločnikih še bolj, je tu malo poledice, zgornja skorica, to je samo enih 100 metrov na vzgor, od tule pa naprej gor pa ni in to vse skupni nič. Snežna kontrola je z moje strani končana, jaz na današnji dan dam, je dovolj snega, ni dovolj snega, nič drugega. Ja, tako kot je povedal inšpektor Gartner, res ta proga je praktično pripravljena, lahko bi bila danes dirka. Upam, da se bo vreme malo ustalilo, da ne bo preveč dežja, čeprav tam nam je kar bil malo nekako pomagal. Pričakujem, da temperatura se ne bi preveč dvignila, po napovedih bo nekje do srede takšno nestabilno vreme, kasneje pa se bo temperatura spustila zopet proti ničli in nekako nam bo to pisano na kožo, da dirko zopet pripravimo v Mariboru. Mariborčani ste znani potem, da vedno znova pripravite progo, ki zdrži do tistih najvišjih štartnih številk, da je ne bi punce predrle. Kakšna je letos proga? Jaz mislim, tako kot sem že prej povedal, da če bi bila dirka danes, bi se to enako zgodilo, kajti mnenja enakega je bil Gorazd Bedrač, kako tudi Filip. Tu bi se mogoče vdrlo par centimetrov, ker pa bi jo sproti bočno drseli, se pravi obručali, bi bila proga komplet enaka za vse. Skratka, od tega trenutka začenjamo odštevati ne več dneve, ampak ure, kar pomeni, stopili smo v čisto ta zadnjo fazo. Zagotovo smo zelo veseli, da nam je uspelo z tehnično ekipo, ki je pod vodstvom Gorazda pripravila takšne zadeve, ki ste lahko tudi seveda od Filipa med vrsticami slišali. V tem trenutku je optimalna priprava proge. Pričakujemo seveda na vremenske zadeve, ki se bodo spreminjali tako ali drugače. Od srede dalje zagotovo bomo malo boljše seveda pod kontrolo mednarodne FIS organizacije in njihovih profesionalcev, ampak ne glede na to lahko mirno rečemo, da zaključujemo še zadnje faze priprav. Se dejansko potrudi in glede na vremenske razmere narediti maksimalno, da se rano narediti. Tisti, ki ste bili zunaj na terenu, so videli, da že potekajo tudi druga dela okrog same priprave proge.
začeli so se postavljati že televizijski kabli, naredili smo že osnovni razvoz zaščitne opreme v zgornjem delu, tako da bomo jutri začeli potem že te zaščite tudi postavljati. Glede na vremenske razmere, kot je že Filip povedal, ta trenutek na sami progi, na tistem tekmovalnem delu proge ne bomo počeli ničesar, dokler ne pridejo profesionalci od Mednarodne smučarske zveze. To se bo zgodilo prvi pride v sredo ob 9. zjutraj in potem glede na njegova navodila bomo tudi dalje ukrepali. Vse ostalo bo štart veleslaloma je predstavljen na drugo stran, na stran Koštele, ne več skozi Špelc in Lok, izpod Luka, ampak na drugo stran in bo verjetno manj dolgočasno, pa za nas, ko smo že vse leta bili zraven, manj dolgočasno in nekaj novega in tudi za punce mislim, da bo malo bolj valovit teren in jaz mislim, da bo malo bolj zanimivo. No, z ozirom na to, da je tam predstavljeno na Koštelo, da je še nekaj metrov višji, to se pravi, ta višinska razlika je zdaj maksimalna, kar je dovoljeno za žensko do 400 metrov, pa da je tam en del položnejši, to pomeni, da bo čas okrog 21, to visi od postavitve. Normalno, ja, no, zdaj, če bo kakšen hitraž postavljal, potem bo 1.16-17, lahko je pa tudi 1.24. To je proga lažjega tipa, ne, ki se jo pa da otežati s postavitvijo, ne, kar je tudi pravilno. Ne. Če je teren sam malo lažji, potem pa preparacija ne preveč zahtevna. Ta preparacija na Češkem je bila recimo zahtevna, zaradi tega, ker je bil narejen tudi z balknom in pri -10 je led res led. Ne. Pri -1 je pa led tako kot grifik sneg. Ne. To je razlika. Isti led pri -1 ali pa pri -10 je blazna razlika. Ne. In pri -10 to je ta pravi led, ki ga ne obvladajo vsi. Gospod Bedrač, imate mogoče kakšne težave z nagajivci na progi, koliko se varnostna služba kaj pritožuje? Varnostna služba je zato, da ureja zadeve, ne zato, da se pritožuje. Dejstvo pa je, da imamo probleme z nediscipliniranimi oziroma s tistimi, ki morda želijo celo malo nagajati celotnemu tekmovanju. Včeraj smo imeli en tipičen primer, ko se nam je falanga motoristov z motornimi sanmi peljala po progi. Ravno glede na dobro preparacijo proge pa se ni zgodilo nič tragičnega, tako da je zadeva ostala obvladljiva. To so verjetno eni in isti, ki parkirajo po pločnikih, po cebrah, pa se vozijo s sankami po zaprtih progah. To so eni in isti, več ali manj. Ne? To so tisti, ki jim oblast ne more nič, vse tak mislijo. Ne? Oni so morali preskusiti balk, ne? To je dobro primer. Če hočejo biti cool, kot se v zdajšnjem obdobju reče, potem morajo priti na balk. Ja, ravno kar je imel Drago brat velike probleme z tem, pač nekako določeni ljudje ne razumejo tega, da proga mora mirovati, da ne smemo po njej smučati, ker bi se preveč poškodovala. Res varovano imamo z varnostnimi službami, pa še nekako sami si pomagamo in prosimo ljudi z lepo besedo, da nas pustijo vse ta teden primerov in da res uživajmo dirko tako, kot se spodobi, da pripeljemo na en vrhunski nivo.